Jaz sebe ne vidim kot junaka, ne na tak način. Ljudje so tisti, ki so junaki. Upam reči, da na svetu ni naroda, ki je bolj dobrodelan, pa ki si bolj pomaga, kot si mi. Mi Slovenci vsako leto dokazujemo, da smo narod junakov. Lahko mi prekolesarimo vse vasi po Sloveniji, ampak če ne bo ljudi, tudi rezultata ne bo na koncu. Dobrodelne organizacije sporočajo, da je vse več pomoči potrebnih. Pa si mislil, da je toliko otrok v Sloveniji, ki še nikoli niso bili na morju? Odrasli smo odgovorni za razvoj naših otrok, oni so naša prihodnost. In zato te pa še toliko bolj se dotakne, da moraš pomagati, kar ni fair. Ti ne boš teh otrok rešil, ampak vsaj poskušal jim boš pokazati trohico upanja. Ko pa pride do dobrodelnosti, pa Slovenija, svetovni prvak. To je narod, ki bi mogel biti škrt, pa ni škrt. Če in kolikor bomo ostali povezani, ne glede na razlike med nami, potem bomo vsi skupaj ostali na vrhu. Vsem tem, kad človek sam v dobrem in slabem, vidiš, da v resnici nisi čist sam. Ne pozabite, zakaj si zdaj na kvadrociklu, zakaj Aj desetič, zadnjič, kako pol razmišljaš naprej? Še po 10 letih skoraj ne morem razumeti, da se to vsej tej blagini, ki načeloma velja pri nas, da se to še vedno tako množično dogaja. To mi je nerazumljivo še vedno. Ne pogovarjamo se o takih zadevah, ker so tabu teme in je težko poslušati, ker dojameš, da se to res dogaja in se to vsak dan dogaja in da so nekje otroci, ki res trpijo. Nova socialna zakonodaja je mnogim otrokom odvzela možnost organiziranega prostega časa. Veliko smo se v vrtcu pogovarjali o tem, da ni samoumevno, da gre vsak otrok na morje in da se ta denar zbira za te otroke, ki nikoli niso videli morja. Veliko otrok si žal ne more privoščiti morja in je to za njih edinkrat, ko lahko to doživijo. In za njih izlet 10 dni v neko veselo, radostno, socialno okolje, to je za njih tudi eno duševno okrevanje. Zdaj gremo malo nazaj. Kako se je vse skupaj začelo? Mene je naš kreativni direktor Nejc Tiso poklical, pa prav, kaj misliš, če bi šel Deželak s skirojem iz Goričkega v Piran? Prav, imamo en tak nov skiro, tudi za otroke, šolske potrebščine, rolljet. To je ta. To je originalni rolljet z prve akcije leta 2015. Pa prav, šprobo, dej. In jaz od radija pa do stop bara, to je bar zraven radija, ki je 200 metrov stran. Jaz sem šel tja pa nazaj, jaz sem imel to nogo, ki se porivaš, a to pa što je bilo. Jaz ne znam opisati, koliko je to bilo, jaz sem prišel nazaj in sem rekel, stari, to je neumna ideja, to ni šans. Oprostite, moja prva ideja je bila, a imamo dovolj kondicije, da to lahko naredi. Ker to ni električni skiro, on se je sam poganjal, stari. Potem sem šel do Deželaka in sem rekel, stari, imam eno noro idejo. Čim sem slišal, da gre za eno dobro stvar, sem pa tako malo zaostrigel z ušesi. Ja, v bistvu, ja, to bi pa šel. Miha Deželak zbira denar, da bo čim več otrok imelo lepe počitnice. Deželak, dobro jutro. Dobro jutro. Moj štart se začne v Šalovcih, ura je 6 zjutraj in cilj je v Piranu. Gremo z Goričkega v Piran, za otroke. Ko je akcija prvič začela, sva takrat z Mihom sama še štartala. Samo on na skiroju, pa jaz v oglaševalnem vozilu od zadaj in to je bilo tako iz Goričkega, sva začela do Murske Sobote, prve 3 ure v čisti tišini. On je samo na skir cele pogonov, jaz sem bil pa za njemu.
Gremo, Miha, gremo, desno, desno, desno. Sama žalost, sami bivši ljudje. Tista dolga, neskončna ravnina proti Murski Soboti je bila. Tam sem tancel sem pa tja, pa menil noge, pa noben ni niti vedel, zakaj gre. Je bilo tako zelo čudeno, veš, on gon, za njim je mobil in tako, in imamo mi kao live stream in gledaš in tako dolg čas, nikjer nobenga, kaj se sploh gremo. To niso ljudje ob cesti čakali, tako kot zdaj, ne? Ker na uro, minuto čakajo, kdaj bo deželak prišel mim. Stari, vej, ne reči sem šel, še ostal se ne znam. Ker zamenjam nogo, skoraj padem. Pa se pa spomnim, ker so ljudje začeli na polno klicati, naj se umaknemo dol, da bojo že dali za otroke in tako naprej, samo umaknite se z ceste, gužvo delate, kot ta kreten dela tlele s kirujem na cesti. Malo sem se počutil, ker je ta kupček nesreče, kaj bo to zdaj, zdaj bom to 5 dni fural, razumeš? A tako ti voziš rolljet? Moram se malo poravnati, zaradi tega, kaj bet boli, veš. A bogi. Prosti nogavice smrdijo, nisem se počutil stoširati. Ne, super si. Bila je ideja, ki je bila dobra, ampak noben ni vedel, po moje, niti jaz, niti direktor, niti Denis, noben ni vedel, kam ta stvar sploh gre. Do zdaj si izbral samo tvoje nakrbniku danes. 1169,4. Ampak jaz mislim, da se je akcija Deželak junak, kot jo poznamo danes, rodila praktično na cilju prve akcije. Ne? Mi smo rekli, dajmo proba zbrati 10.000 evrov. Ne? Ampak potem na cilju, ko smo videli, kakšen znesek se je zbral, ne? Da bi ta znesek 4-kratnik tistega, kar smo si želeli. Ne? Potem smo pa rekli, ok, to je to, s tem gremo naprej. Ko pa prideš ti, se ne bo mi razjasni, kakor da letim, sebi sam se imenitem zdim, ko pa prideš ti. Vse skupaj se je razvilo eno tako gibanje, ki si ga jaz v sanjah nisem znal predstavljati, ampak zdaj lahko rečem, da sem neskončno ponosen na njega. To se je kar iz kraja v kraja stopnjevalo, iz leta v leto in res prerastelo v 10 letih v nekaj tako velikega, tako močnega. Prosim, predstavljaj, da se pač kar pelješ skozi vse vasi tega ali pa kraje tega sveta in ljudje stojijo na katerem koli križišču je možno, mahajo iz vseh možnih balkonov, vsi drvijo proti cesti, ko prideš, kot da si kralj. Prinese neko veselje, kot so kakšenkrat poštari prišli na oddaljene vasi in so jih bili vsi veseli, zlasti stare mame, ker so penzijo prinesli. Ne. Tako zdaj on sicer ne prinese, ki odnese, ampak vsi jim radi dajo. Ne. Dejansko ljudje so iz leta v leto bolj verjeli Deželaku in so bili, da je pristen, pooseblja dobroto in da res srcem pedalira, goni z enim samim namenom, zato da bo pomagal otrokom iti na počitnice. Gasilci radi pomagamo v akciji Deželak junak, predvsem zato, ker pomagamo otrokom, socialno ogroženim. Pač gasilci smo zmeraj tako zraven, da je treba kaj špricati, ne? In smo rekli, da bomo naredili pač ta špalir z vodnimi curki. To je v bistvu neka najvišja čast, s katero lahko gasilec sprejme nekoga v svoji sredini. Najbolj pa te zadane, ko pridejo majhni otročki in prinesejo tam tiste šparovčke, pa neke škateljce. Otroci postajajo tak velik akter v teh dobrodelnih akcijah. Najbolj začutijo svoje sovrstnike, se mi zdi. In presenečajo zato, ker dajo vse, kar sami imajo.
Veliko časa namenimo temu, da predstavimo otrokom, da so tudi v naši Sloveniji otroci, ki živijo revno, ki nimajo doma, ki nimajo hrane. Tako da se mi zdi, da znajo to doživeti, podoživeti. Zato bi vam rada to dala, ker jaz jim vsako leto na morje, en otroci pa ne morejo iti. To je izkušnja tudi za naprej. Danes pomagam jaz nekomu, počutim se varnega, ker kadar bo meni zelo hudo, bo tudi nekdo prišel in mi pomagal. In zato te pa še toliko bolj, se mi zdi, se dotakne, da moraš pomagati. Pač moraš, kar ni fair. A vi veste, koliko je to otrok, koliko kolonij, koliko teh avtobusov, koliko srečnih glavic, koliko tega plavanja. Pa to je... To je tako lepo. Kdo pa so ti otroci, za katere zbirate denar? Glejte, otroci, ki gredo na letovanje z zbranimi sredstvi, so otroci iz socialno šibkih okolij. So otroci iz okolij, kjer družinska dinamika ne poteka dobro. So socialno izključeni in izločeni otroci. So otroci, kjer se družinsko dogajajo tudi tragedije. Ko poslušaš te zgodbe, se tukaj niso samo zgodbe, otrok še ni videl morja. Ja, se seveda so, ampak tle so tudi zgodbe, otrok tudi nima za jest. Iskreno, dokler nisem prišel v organizacijo, si nisem tega mislil. Šele potem, ko imaš stik z uporabniki in začneš to početi, vidiš, da je res hudo, oziroma da si noben otrok tega res ne zasluži. Nikoli ne bom pozabila eno punčko, ki je pač, ne vem, par dni prej mama naredila samomor in je ona to videla. V skupini so se pogovarjali o tem in da je bilo več takih, ki so se v tem našli. To je bila 7 let stara punčka. To se morajo pogovarjati o tem, da imajo skupno, da plešajo hip-hop, da poslušajo Lady Gaga, kaj jaz vem. Ne pa, da imajo skupno to, da je starš naredil samomor. A je kakšna zgodba, ki se te pa posebej dotakne? Ja, recimo lansko leto smo enega fantka, ki je recimo bil zelo tak eksploziven, smo dali za narisati, da on pa nariše, kaj te besede, ki jih pač govori, kaj bi pa pomenila. Pa je potem narisal nosičo mamo, očeta, kako z nožem pač gre proti njej. To so zgodbe, ki niso niti za grozljivke. In zato je to grozno, zakaj se to mora res, kako se lahko to res zgodi? In ko ste si dali majčke dol, je imel ta fantek čez cel hrbet tako močno brazgotino in pol reče sestrca, ki je bila zraven, tlega je pa oči, tam se zdaj je v zaporu. Pol sem pa še zvedla, da sta v bistvu oba doživljala spolno zlorabo doma. V Sloveniji je spolno zlorabljen že vsak 5. otrok, kaže strašljiva statistika. Zlorabe pa se v večini primerov dogajajo v ožjem družinskem krogu ali v krogu ljudi, ki jim otrok zaupa. Pač veš, da okej, ti ne boš rešil sveta, ti ne boš teh otrok rešil, ampak vsaj poskušal jim boš pomagati, se izkopati za tistih nekaj dni iz težkega vsakdana, pa jim vsaj pokazati trohico upanja, da je tudi drugačen svet, da je tudi lepši. A veste, letovanje je vzgoja za življenje. Tukaj ni vzgoja samo higienskih in ostalih vzorcev, to je tudi komunikacija, to je vse tisto, kar tako je, socialne veščine. A ste našli kakšne prijatelje, pa prijateljice tukaj? Že prvi dan ali šele tretji? Prvi. Takoj ste se spoprijateljili? Ko pridejo otroci tja, eni niso navajeni tega nekega osnovnega telesnega stika. Ko ti hočeš otroka objeti, se ne želi, zmrzne, ne me objemaj. Ker najverjetneje žal edini telesni stik, ki ga imajo, je nasilje in takih otrok je mnogo na teh taborih. Oni rabijo ful pogovora. O vseh stiskah, ki so jih doživljali doma, se pogovarjamo, ustvarjamo, skratka, razbremenjujemo njihove dušice. Ja, meni pa je. Učijo se tudi nekih veščin, recimo imamo rutino dneva, da kdaj poješ zajtrk, kdaj si umiješ zobe, da je nujno si počesati lase. Kaj vas je prineslo k nam? Prineslo me sem, Zambratija me prinesla, lahko rečem. Zambratija vas je prinesla sem. Morda tudi kakšna ljubezen tukaj, da je to le ni naključje? A ni tako, da jaz vas intervjujem, ne vi mene? Res je, kar deva, se opravičujem.
A se zgodi tudi kakšna prva morska ljubezen? Veliko se jih zgodi in to je pomembno, da znajo čutiti, da znajo svoje občutja tudi izraziti. In, a veste, če smo mi kar naprej v grostkih, ti grostki sedijo trdo. Pa fino na glas. Ti si se odločil, da hočeš svet spremeniti. Flur si v roke dvignuj. Si se odločil, da boš tak postal junak. S tvojo pomočjo junakov vsak. Miha je dobesedno, bi rekla, kot neko sonce prisijal tisto poletje otrokom res čudovite počitnice. Miha Deželak je res krasen človek. Jaz sem glih prej, pretežen, preden sem prišla sem se pogovarjala s svojo sestro in sem rekla, edini človek, z katerega lahko rečem, da je res sam dober, je Miha Deželak. Miha, hvala, kar naredil si to res ni šala. Svaš vrabljam sta bolj nabrala, saj na morje sta nas odpeljala. On je bil že od majhnega skozi je skrbel za take ljudi, ki jih v bistvu sploh ni nikoli poznal, nikoli ni videl, pa ne nič. A ti me snemaš, stari, 6:30 zjutraj. Ja, jaz zmer prvi vstanem, kot vidite, ne? Tako da jaz sem res discipliniran. On se vsak dan zbudi in sam pri sebi reče, imam tak občutek, danes je pa to najlepši dan v mojem življenju do zdaj. Pa ni važno, kje se je zbudil. On je meni tokrat rekel, da danes je najlepši dan v mojem življenju, da si mislim, da ti živiš najboljše življenje, kar jih je. Jana, daj vprašaj me, kaj delam. Kaj delaš? Koncentriram se. On je odrasel človek, ker jaz sem nikoli odrasel. In to je pri njemu nekaj, kar imam najrajši. Kje si mala? Kje si ti mala kamera? A ja, pomahati moram. Takega tipa ni razen njega, ne? On je unikaten, ne? Evo, letošnji štart je bil nekaj posebenega. Najprej sem mogel iti spletno po ekipo na otoček, zdaj pol poti je za mano, zdaj je pletna naložena, mišice bolijo, pa gremo nazaj. Bomo zgrizeli. A bomo ekipa! Če hočeš kaj postati, je treba delati. Če hočeš karkoli znati. Smo najboljša ekipa! Smo! Smo najboljša ekipa! Ta ekipa na terenu je neverjetna. To je čudežna ekipa, mi smo tako povezani v vseh teh letih. Dajmo si predstavljati kolesarstvo. Zdaj se mi zdi, da je to popularno v Sloveniji, da že marsikdo malo pozna. Tudi tam je Roglič, je vrhunski, je the best, ampak spet brez pomočnikov, brez ekipe, brez maserjev, brez kuharjev je zelo, zelo, zelo težko. In isto je pri nam. Ker v ekipi ima res vsak neko svojo funkcijo in vsak je nek delček tega mozaika skupnega. Vibrira, kjera romantika. Lakota, dajmo se ubijeti. Jaz sem Matej Lakota, ne delam na radi, za Deželaka vzamem dopust in v bistvu furam kombi Vipovce naprej, nazaj, levo, desno. Jaz sem Darja Štravstisu in sem v Deželak junak ekipi fotografinja. Darja, kaj delamo tle? Čakamo Deželaka. Načeloma ne bi rabilo biti na kolesu, ampak v skupini imamo načelo, da ko je vojna za vse. Zdaj gremo pa zbuditi čez snemalca, ki je mogel vse, kar smo včeraj naredili, zmontirati v video in to je delal po moje celo noč, ne? A si že posnel video? Sem Mare Vidmar, snemalc in montažer na Radio 1. Kdaj si ostal danes? A si šel spat? A ja, nisi šel spat. No, pač ni šel spat, ne, ker pač zakaj bi spali, če lahko živimo. To zdaj vlogava. Ja, je lušten. To je pa naš Uroš Bitenc. On je pa motivator, selfie maker, zvezda. Aha. No, gremo nazaj, tak pridi. Na projektu Deželak junak je moja funkcija sprva bila, da sem Deželakov motivator, ampak to ni moja funkcija, ker Deželak ne rabi motivatorja, on je mašina. Ambrož, kaj delaš? Sendviče za naše. Ne preklinjaj pred kamero. Kaj?
Se pravi, sem voznik KMZ vozila. Glavna skrb zame je, da ostajam resen vmes, ko vozim, da imam navigacijo na čez. Ojoj, kabli so mokri od včeraj. Moje ime je Mitja Lovrek. Na sami akciji Deželak junak pa skrbim za tehniko, da ljudje lahko vidijo in slišijo, kaj se v bistvu dogaja pri nas za kamero in pred kamero in v bistvu vse, no. Kaj je zdaj? Res bo. Malo prišel pogledati. Sem Aljoša Češarek. Zadevo sem spoznal v drugem letu akcije. Potegnili me noter dobro vzdušje, dobra ekipa, dober namen. Srečko, Deželak! Ne, z Mihom nismo v sorodstvu, piševa se oba dva Deželak. Bova, stari mava, Deželaki smo v trnosti. Na kvadratu vsi ostali zdrave, ne? Si do Nino? Kaj pa to? Sem Nina Igrotinović, sem sicer urednica vsebin na Radio 1 in sem mama Deželaka junaka. Kako se sploh temu reče drugače, kot mama? Na nek način človek, ki ima v glavi toliko enih stvari, da je čudno, da recimo Nini zdaj ne eksplodira v glava. To je 16 klicev na uro, ona to konstantno rešuje stvari, vmes mene malo namaže, da me ne bo sonce v peku. Jaz bi rekel, da je Nina da tim, da steber. Ta akcija je res celovita, ravno zato, ker eni ljudje delamo na terenu in to je samo en majhen delček vsega skupaj, medtem ko drugi poskrbijo v studiu za to, da vse tako teče kot mora. Naloga vseh nas, ki smo v studiu oziroma ki smo od zadaj v uredništvu in tako naprej, je pa, da vse to, kar se okrog njega in okrog te akcije dogaja na terenu, da to čim boljš predstavimo v etru. Sem te videl, dej to otrokam. A te lahko nekaj vprašam? Zakaj ti zmeraj te izzive dela, zakaj Avdić to ne dela? Denis je njegov glas. Se pravi, on je tisti, ki širi vse skupaj. Ker če bi sam Miha s svojo ekipo vozil po terenu in če o tem na radiju ne bi nihče nič govoril, to ne bi vsakega poslušalca doseglo, konec koncev vsakega Slovenca doseglo. Ker zakaj ljudje vejo za to akcijo? Zato, ker se o tem govori. Na koncu v življenju vedno pridemo do cifer. In to cifro potrebujemo zato, ker veliko otrok te cifre nima. Lani smo zbrali skoraj 1 milijon. A si želimo letos zbrati 1 milijon evrov? Moj odgovor je ne. Ne želimo si zbrati 1 milijon evrov. Mi ga hočemo zapraviti. Mi hočemo zapraviti 1 milijon evrov. Mi ga hočemo zapraviti takoj. Mi dobimo 1 milijon, septembra smo že brok. Ker to pomeni, da so ta sredstva prišla v najkrajšem možnem času na tisti naslov, kjer se to potrebuje. Konec šolskega leta pred vrati, a če otroci odštevajo tedne, dneve, minute do 23. junija, pa ta datum za premnoge starše pomeni začetek skrbi in težav. Vsi slovenske družine takšne cene lahko privoščijo. Koliko družin to zmore? Ja, zdaj statistike statističnega urada so pokazale, da z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine je lansko leto živelo kar 264 tisoč ljudi in to je 13 tisoč več kot v letu prej. Jaz nikoli nisem mislila, da bom jaz en del tega. Se zelo jasno prepoznava stisko zaposlenih državljanov. Torej uporabnikov, kjer oba starša hodita v službo, se trudita, delata, plačujeta davke za to državo, pa hkrati ne zmoreta preživeti svojih otrok, svoje družine. Privoščiti si pa ne može dopustiti, na dopustiti nobenem še nikoli nismo bila, pa smo zdaj 33 let skupaj, ker pač nikoli ni denarja. Imamo primer 4-članske družine z 2 otrokoma. Oče zaposlen, mama prejema invalidsko pokojnino. Njihovi mesečni prihodki znašajo 1532 evrov. Njihovi mesečni odhodki, torej najemnina, stroški, šola, vrtec, lizing in zavarovanje za avto znašajo 1265 evrov. Tej družini na koncu meseca za vse ostale življenjske potrebščine ostane 266 evrov. Se s tem lahko preživi?
če se osredotočimo samo na denar in gotovino, imamo Slovenci po podatkih Banke Slovenije kar 29 milijard evrov vlog in pa gotovine v domačih in tujih bankah. Se bo marsikdo vprašal, kdo pa so zdaj te posamezniki, ki imajo toliko denarja. Zdaj podatki Banke Slovenije kažejo, da je posameznikov, ki imajo več kot 100.000 evrov na banki, le 1,3% vseh. Očitno je, da država in večina občin ostajajo gluhe za stiske družin, za stiske otrok in za stiske staršev. Le tisti najpremožnejši si lahko privoščijo draga počitniška varstva, vsi ostali se morajo znajti, kakor pač vejo in znajo. A se dobrodelnost kdaj konča? Jaz si želim, da bi se dobrodelnost zdaj lahko končala, ampak mislim, da se ne bo nikoli končala, ker svet na tak način funkcionira. Tako da bi bilo zelo fajn, da ja, ampak... Ja. Kaj pa to, kaj je že 10. Dežlak junak? Kaj pa to, kaj se je spet treba pripravljati, kada je prvič? Ja, zdaj si pa že navajen. Ja, sem navajen. Pol leta ne ponovadi traja. Takoj po Božiču. Rečem, zdaj sem preveč jedel, preveč pil. Z leti je pomembno tudi to, da si telesno pripravljen pred akcijo. Lani se je super obrestoval. Lani sem bil res dobro pripravljen, sem bil res močen. Ampak, a vidiš, bam, pote pa psiha v nič, ne. Mi pa ta dež sprav možgane, če lahko temu rečem. Dobrodošli nazaj. Dež, zastoj na cesti in Miha Deželak. Tu so stalnice teh dni. Viki, predstavljam si, da je sonce. Vreme nam je vsako leto manj naklonjeno, da temu tako rečem. Na vsako akcijo je tako, kaj se dogaja z vremenom. Stari, to je bazen, to ni cesta. Ja, te luže, lejdo. In oni šivajo dalje. Pač nam brisavci delajo nenormalno, nič ne vidimo, tolče. V bistvu, sred male ene vojne se počutiš, ampak oni borbajo. In ti sam slišiš njih. Tudi če vidiš posnetek, si ne znaš predstavljati, dež je padal tako. Pač to je veter pihal, dežval je, nič nisi videl. Meni osebno je to še vedno en izmed največjih spominov na akcijo, je ta, kako smo premagali ta dež. Školiko je bilo za umret, je bilo res, jaz res ne pretiravam, za umret. Živak junak, dokumentarec, Gargamel prvič. Še enkrat prvič. Vsaki pravelci je nekdo zelo dober, pa zelo zloben na drugi strani. Dobro jutro, Miha. Dobro jutro, mislim, ne vem, če je dobro. Je dobro, je, odlično je, ne? Ej, sem razmišljal cel vikend. O čem? Kaj misliš, o čem? Ja, valjda v kazni, kaj pa drugega. To je zate lepa misel, ne, se mi zdi, za nas pa je manj lepa, ne. Ja, res je lepa. No, vidiš. Mislim, ta Gargamel. Next question. Kaj ćemo z Gargamelom? Zloben pik, ne? Tako si vsaj me predstavljajo. Ampak jaz v resnici sem dobrosrčen, dober človek, prijazen. Čist narobe se me predstavljajo. Gargamel je naš šef, on je dejansko naš delodajalec in je tak, kaj je. Pač dejansko. Stoj! Až tukaj smo ekipa in skupaj dihamo, pa ti pen uleti od zgori, ne? In ti reče, takole, ja pač ne, a ne? To je prelahko, zato sem se ti odločil dati nov izziv. Oziroma popraviti malo traso. Ne. Ja, oni dan, ko bomo na Gorenskem spet, to je v četrtek, ne? Ja, v četrtek smo na Gorenskem. Sem videl zdaj v soboto, da so šli s poniji na Vršič. Ne grem na Vršič. Ja, greš. Vse nekako je ta njegova protiuteša, ne? Je pa, nam gre pa vsem na živce, no, kaj ne rečem. To ni fair, stari. Res, kaj je zdaj spet neki izumil neke... Ne vem, dosti že tega dežja, stari, pere me kle 2 dni, šije po meni, kaj bi še rad, pa zebe me v noge, kaj ne še naredim? Zato, da bo srečen nekdo res. To je too much. Pretiravanje. Sorry, povem, kar mislim. Zdaj imam pa dol. Ti si, predstavljaj si, zmučen si od vsega dogajanja, od vročine, od, ne vem, intenzivnosti same akcije in pol za zaključek dneva, ajde, zdaj pa se še pomeri v tem z njim. In, kako mi to gre na živce.
Gremo nazaj noter, pa gremo naprej. Miha, moraš. Miha za otroke. Dajno, stari. Dej. Niste resni. Miha, za otroke gremo. Ja, pa moraš iti naprej. Moraš iti naprej. Prosim, pej komu. Dajno. Miha. Jaz občudujem Gargamela, ki je prevzel to vlogo nase. On je v bistvu tisto nasprotje Deželaka. On je tisto ravnotežje, dobro, slabo. In potem mora zmagati Deželak. Mora. In junaštvo se kaže v tem, da ti tega svojega črno silo zatreš v kali, in če pa ne v kali, pa kasneje. Oj, res, to je pa... To je noro. To je noro. Torej, zdaj smo zdaj na startu tekme nagrad. Deželak junak, njegova ekipa, Denis, Haris, Iztok. Včasih si rečem, pa kje si izmislil take glupe izzive, da zdaj kle me mučeš. 3, 4, Zmatran sem, pust me na mir, daj, zakaj je zdaj to, kaj je zdaj te uviratloni, zakaj je zdaj to neki, kar neki. Pust me na mir, da grem spat, jutri me čaka nova pot. Ni še konec, dajmo! Treba razumeti, to, da ga pošljem nekam, to ni igra, jaz to res verjamem. Jaz res mislim, da on res mora se potruditi za to, da zbere sredstva in da ne sme biti prelahko. Ne, umaril bom, stari. Ne gre. Noge ne dajo pit. Miha je najbolj srčna oseba, kar jih poznam. Najbolj emocionalna, iskrena, pristna. Uporabil bi pristna. On tak je. Fuck. Izgubil sem. Hvala vam, Antin. Stari, bravo. In v nobenem momentu se ne bo pretvarjal, oziroma ti bo kar pokazal svoja prava čustva. Zdaj, ali se bo s tabo veselil, ali bo pa s tabo jokal. Kaj ga nisem mogel? So bile noge strde. V vsaki akciji pridemo enkrat do točke, ko Miha pade v neko krizo. To je človeško in čisto razumljivo, ker se nabira v njemu kup stvari, kup čustev, kup emocij, ko nimaš časa normalno pojesti enega obroka, nimaš časa naspati se. Dejansko si 10 dni ko enem Big Brotherju, kjer so non-stop prižgane kamere in ti moraš biti non-stop dobre volje. Slušaj, če mi verjamemo vase... Si se ful trudil, pa ti ni šlo. Vse smo videli, da si se trudil. On ne sme imeti slabega trenutka, na katero koli lokacijo pride. Ga čakajo novi otroci, nova šola, novi udeleženci in on pride vedno nasmejan. Stari, jaz sem zmatran, ampak le koliko je folka v Brežicah, pa to me bo dvignil. Junakom. Vsi hočejo en košček tega njega in on jim daje, tako, brezkompromisno se razdaja, neprestano. Miha bo za te otroke naredil vse. Jaz mislim, da ni še enega takega človeka v Sloveniji. Če bi bilo več ljudi na svetu, kad je Miha, bi bil svet ful lepši. Sam upam, da čim več zberemo in da pomagamo tem otročkom, ki so še živi, ampak živijo v težki situaciji, ker namesto objemov in poljubov dobijo batine in nimajo kaj za jesti. Jaz ne bi več, da me snemate. Kje si Dežo, no? Gremo. To pa je to! Plešem kje mladeniču. V 5 zjutraj. Ja. Imaš pa tudi še eno prelomnico. Letos je 50, ti imaš 50, ne? In akcija Deželak junak ima pa tudi okroglo, ima pa 10. Je ful enih simbolik, res tako prav neverjetno, no, da se vse tako poklopi, veš, kot da bi planirali, pa nismo, ne, takrat se je to začel in zdaj že kar 10. leto, ja, res. Aj 10, zadnjič, kako pol razmišljaš naprej?
Na lanski akciji smo se zelo veliko pogovarjali o tem, a bo 10. akcija Deželak junak zadnja. Ne vem, se mi zdi, da je mogoče dost. Da se je dost namatral, pa da naj zdaj nekdo drug. V enem momentu sem res mislil, da pa sej mogoče bi bilo že dost, pa da kdo drug še kaj čiste, da je neka nova akcija, da je treba jo obnoviti, da je treba osvežiti z neko novo energijo, pa to. Sam po drugi strani, pa res je noro že to, kar je. Tako je taka pravljica, ki se kar zdi, da je never ending story, ne? Ampak enkrat bo imela konc, seveda. Ja, ampak ne še. Ne še, definitivno ne. Upam, če bo zdravje gremo, ko mi čakam junija. Zihar letos ne. Ja, sigurno ne. To imamo. Je pa v bistvu vse bolj za J tri pikice zanga, ne? Ker ni več rosno mlad, izzivi so pa v bistvu vsako leto bolj brutalni. Če sem pogledamo lani tisto strmo rebra, ne? Strmo rebr, iskreno, mi smo že prejšnji večer si šli pogledati ta klanc. Takrat se mi je kar en tak cmok naredil v grlu in tako jaz gledam to, pa kako je to sploh možno prefurati s kvadrociklom. Takrat sem v bistvu, po moje, da prvič malo podvomila, faka mi to lahko. A bomo prišli do vrha. Spomnim se še zajtrka pred samim vzponom, ko smo bili vsi tako majčkeno živčni. Pa že prijete 2 kolesarja, tako oblečena, pa tako, kaj pa, gremo na Starone, pa mi gledamo, ko. Štart je bil pred Tušam v Osilnici in pridemo tako zad za ovinka in tako pač milijon naredi. Ne moreš verjeti, koliko ljudi skupaj stopijo, kaj treba. In koliko ljudi bilo zjutraj na štartu. To je bilo tako 30-40 kolesarjev, pa takih spremnih, specialko. Mi smo malo razmišljali o taktiki, zato smo tudi mi brez koles, ker pač, ko je strmo, kvadrocikl je težek, s kolesi bo kar težko, že sami boste mogli svoje težo prenašati, pa še kvadro. Vi pa absolutno vabljeni zraven, da porivete, prosim, paste nase. Avto, kvadrocikl, kamera, bolj ste vsi vi, in je pa avto dom. Stop! Farina. Dovolil sem ti pomoč, ampak pomoč pomeni samo brez porivanja pa elektrike. Zakaj misliš, da smo? Zakaj pa nisi že prej to rekel? Jaz sem vabil ljudi, ne morem jih zdaj razočarati. Oni hočejo pomagati. Lahko mu delate za veter, to dovolim. Meni se je zdelo, da recimo Miha dosti stoka, ampak v resnici sploh ni težko, ker na koncu koncev neko trpljenje mora biti, ne? Če je prelahko, kaj se bo sprehajal, ali ne ga vozimo kot papeža, pa mal da maha iz papa mobila, ali kaj. Ne, mora pokazati, da to je resno delo, ne. Spomnim se, da nas je tam ustavil Gargamel in je bil neki pameten in neka pravila je hotel. In jaz, ko so oni fantje, so rekli... Nikoli nismo šefov poslušali, pa tudi zdaj jih ne. Ker je tudi on kar utihnil, ker po mojem, ne vem, oni bi ga fizično prijeli pa stran postavili, ne. Oni so prišli na misijo mene spraviti do vrha klanca. Točno to. Ulica v razmeri. Ulica prevzela. Kocke na tele. V tistem trenutku mislim, da nam je vsem padlo breme z ramen, ker smo videli, koliko ljudi je za nami in da v bistvu za nami stoji cela Slovenija. Pišama smo redi! Daj to energijo, stari! Zmagali smo! Kjera čustva, to malo, no? Kaj je toliko folka, se vsi pomagajo. A vidiš, da se da? A vidiš? Yes! Deželak junak je v bistvu bolj
jaz imam tako kot eno delovno ime za celo akcijo. Ne? Jaz sebe ne vidim kot junaka, ne na tak način. Junaki so zame ljudje, ki prisluhnejo tej akciji in se tako odzovejo kot se. Kamo tu naprej, če že zdaj zažigamo obzorje? Ljudje so vse. Brez njih ni nič. Lahko mi kolesarimo 10, 30, 50 tisoč kilometrov, lahko prekolesarimo vse vasi po Sloveniji, ampak če ne bo ljudi, ki pošiljajo SMS-e in ki nam stojijo tam ob cesti in navijo za nas, tudi z rezultata ne bo na koncu. Še zadnjič ohladi. To ni akcija Radia 1, to ni akcija Deželaki junaki ekip, to je akcija cele Slovenije, to je akcija 2 milijonov ljudi, ki jo čutijo. Ker Slovenci smo deželaki. Ja? Ja, Slovenci smo deželaki, ker drugače, če ne bi deželaki, ne bi takšne akcije podprli. Ampak imamo nekoga, ki to dela v našem imenu. Danes bomo peli in dvigali kozarce. Mislim, da mi imamo tudi Martina Krpana, pa Petra Klepca, pa Kekca. To so taki vsi preprosti liki, ampak veliki po srcu, veliki po dejanjih. In to se nekako odraža, se mi zdi, v našem DNK-ju, da smo majhen narod, ki bije velike bitke in na koncu skupaj zgradimo zelo velika dejanja, ki odmevajo tudi širom sveta. Če sam šport pogledamo, toliko enih uspehov, ja, to more biti junaško. Neverjetni smo, karkoli obrneš, glede na to, koliko nas je in kakšne reči počnemo. Letajo po zraku. Ko pa pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak. Jaz upam reči, da na svetu ni naroda, ki je bolj dobrodelen, pa ki si bolj pomaga, kot si mi. Pa sploh ni nujno, da je zdaj samo denar. Nekdo da denar, nekdo pride lopato gont, nekdo pride nekoga pozdrav. Da nekaj spremenimo. Zdaj, ja, izkaže se to kot tisti kovanci, ki jih zbiramo, ampak bolj pomembno je to, nisi sam. Vsi na karneval, da se odrinemo od ta generacija ljubezni upanja, povivaj. Jaz verjamem, da bomo Slovenci spet pošiljali SMS-e, pa ne zato, ker moramo ali pa ker nas prosijo, ampak ker čutimo to. Vsem tem, kad človek sam v dobrem in slabem, vidiš, da v resnici nisi čist sam. Vabljeni vsi na karneval, da se odrine. Kar bi rad izpostavil je to, da smo Slovenci junaki, da smo mi v bistvu dežela junakov. In jaz sem ponosen, da sem Slovenc. Kaj smo vi rodili? Jaz sem spomnil rad Slovenci. To je... Yes,